Edino, kar slišiš na tem groznem kraju, je brnenje. Brnenje ventilatorjev, brnenje luči, ki se nikoli ne ugasnejo in svetijo svojo bolečo, zelenkasto belo, bolno svetlobo. Edino, kar čutiš na tem ogabnem kraju, je bolečina. Bolečina, ki se začne v prsih in grlu in se razširi po celem telesu. Bolečina, ki trga kite in mišice in lomi kosti. Bolečina, ob kateri veš, da če boš preživel, nikoli ne boš enak. Veš, da te bodo nočne more preganjale celo življenje, ne samo v sanjskem svetu, temveč tudi v resničnem. Tema bo postala tvoja sovražnica. Veš, da se tvoj čas počasi izteka. Spominjaš se tistih nekaj srečnih dni, ki jih še nisi pozabil in so edini, ki te še držijo pri življenju. Zgroziš se, ko ugotoviš, da se veseli spomini spreminjajo v gosto, lepljivo meglico. Meglico polno bolečine. In takrat se vsa bolečina zlije v eno samo. Ker ti je že zdavnaj zmanjkalo glasu, se niti ne trudiš s kričanjem. Tvoje usta oblikujejo nemi krik, poln bolečine in strahu. Utapljaš se v prostoru med življenjem in smrtjo. Čakaš, da se bo zgodilo, da bo bolečina izginila, da se boš vrnil v čas, kjer si bil vesel in srečen in si komaj čakal na nov prihajajoči dan. To so vesele sanje. Sanje, ki se ne bodo nikoli uresničile. Resničnost je precej bolj kruta. Čakaš, da boš še zadnjič vdihnil, čakaš, da tvoje utrujeno srce utripne še zadnji, izčrpan utrip. Čakaš, da se tvoje življenje konča. In ko se to zgodi, si neizmerno hvaležen. Mejha Tomi se življenje popolnoma obrne na glavo, ko odkrije očetovo skrivnost. Naslednji dan jo oče nepričakovano pričaka doma in ji pove, da bo odslej delala v njegovi službi. Nima druge izbire, kot da ga uboga, hkrati pa to izrabi kot odlično priložnost, da pride stvarem do dna. Toda delo pri očetu ni takšno, kot si je predstavljala, in kmalu se začne bitka za preživetje. Nekje na drugem koncu dimenzije kraljestvu vlada tiranski kralj in Duzej je ena izmed njegovih 6 bojevnikov. Zanj izpolnjuje izprijene naloge in se ne zaveda, da jo kralj zaradi njene magije in lepote le izkorišča. Obljubi ji, da bo postala njegova kraljica, v zameno za to pa mora le izpolniti njegove načrte. Duzej se odloči izpolniti kraljev ukaz, vendar se stvari ne odvijajo tako, kot si želi. Erika Čepin je velika ljubiteljica živali in si želi postati veterinarka. Že od nekdaj rada bere, riše in slika portrete in živali. V prostem času se preizkuša v pisanju fantazijskih zgodb. Kletka skrivnosti je njen prvi roman, ki je nastajal 4 leta.